Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. V Celju se je začela tretja faza obnove Razlagove ulice. V največjem nakupovalnem središču v regiji odprli 2 novi prodajalni. V atletskem društvu Kladivar pripravili sprejem za svetovno dvoransko podprvakinjo Tino Šutej. Damir Grgić bo celjske košarkarice vodil še najmanj naslednji 2 sezoni. V Celju je v polnem teku tretja faza obnove Razlagove ulice. Gre za zadnjo fazo obnove ene najbolj prepoznavnih mestnih ulic v Knežjem mestu, ki bo končana poleti. Prvo in drugo fazo bodo zaključili s končnim slojem asfalta v mesecu maju, celotna obnova pa bo stala okrog 2,1 milijona evrov. V prvi fazi so gradbena dela že zaključena, sledila še izvedba zaključnega sloja asfalta, v drugi fazi se zaključuje urejanje komunalne infrastrukture in začenja tlakovanje na delu, ki je namenjen pešcem. Umeščeni so tudi že nastavki za podzemne zbiralnike odpadkov, ki bodo po končani obnovi prispevali tudi k sodobni in urejeni podobi ulice. V tretji fazi obnove bodo na odseku od križišča Pleteršnikove ulice do hotela Evropa zgradili primarni vodovod in plinovod ter hišne priključke za oba sistema. V City centru Celje sta svoji novi prenovljeni in razširjeni trgovini odprli trgovina s čevlji Humanik in slovenska blagovna znamka spodnjega perila Lisca. Otvoritev slednje je bila danes, za obiskovalce in kupce pa so v otvoritvenem tednu pripravili posebna presenečenja. Trgovina Lisca je v City centru, ki je prav pred kratkim praznoval 19 let obstoja, prisotna že vrsto let. Zdaj pa so svojo trgovino prestavili v večje prostore v neposredni bližini prejšnje trgovine. Letos je res za nas posebno leto. Praznujemo namreč 70. obletnico delovanja. Lisca je že od leta 1955 prisotna v tem ženskem modnem svetu in skrbi za to, da se dejansko ženske odlično počutimo v svoji koži s perilom, kopalkami in tudi z ponudbo nogavic in nekaterih oblačil. Tako da naša ponudba je res zelo široka, ni pa namenjena zgolj ženskam, ampak imamo že nekaj let tudi ponudbo za moške, kar mogoče je malo manj znano. V letošnjem letu smo se odločili za kar nekaj posodobitev in ena večjih je tudi osvežitev logotipa. Hkrati pa smo novi podobi dodali tudi simbol, zaščitni znak, lisičko, ki je v preteklosti že bila nekako sestavni del te Liscine zgodbe. Ob otvoritvi so pripravili poseben 20-odstotni otvoritveni popust, ki ga boste lahko do 29. marca izkoristili ob nakupu nad 20 evrov. Pripravili pa so tudi nagradno igro. Pripravili smo eno takšno zabavno igro, sestavljanko, ko to sestavijo in posnamejo svoje delo ali pa končni rezultat in objavijo na družbenih omrežjih, na Instagramu, hkrati pa tagajo Lisco, sodelujejo v žrebanju za komplet perila in potem seveda vabljeni v našo prodajalno, kjer si bodo lahko izbrali tisto, kar si najbolj želijo. In kaj odlikuje nove kolekcije perila, spalnega programa in kopalk Lisca? Nova kolekcija dejansko diha z nami ženskami, tako da nam omogoča na eni strani veliko barvitosti, ker je pomlad, si tudi ženske želimo neke te svežine, barv, ki mogoče letos asocirajo na zdravo življenje, na energijo, ki nam jo prinaša tudi sadje, od rumene do raznih rožnatih odtenkov. Na drugi strani pa so zelo popularni tudi tej bolj umirjeni toni, pudrasti toni, kožna barva, ki je nekako neopazna in večno uporabna, ravno zaradi tega, ker ne stopi v prvi plan, ampak nam omogoča, da jo lahko nosimo kadarkoli pod kakršnimi koli oblačili. Seveda pa so vedno bolj v trendu tudi recimo modrčki brez opore in na eni strani naravni materiali, na drugi strani pa tudi pri kopalkah sploh neki bleščic in tega volumna 3D učinka, ki naredi še bolj tale wow efekt. Na otvoritvi smo srečali tudi nekaj znanih obrazov, ki prav tako prisegajo na Liscine izdelke.
Jaz jim lahko samo ploskam in čestitam, slovenska firma s tako tradicijo še vedno je tle in da odpirajo nove prostore in širijo svojo prodajo oziroma svoje predstavitve, meni je to samo ploskam na ves glas. Poznam Listo, sem zelo vesela, da so se odločili za tako otvoritev, da so malo prenovili, seveda pa jaz vedno stavim na kvaliteto in pri Listi je vsekakor to dobiš, tako da jaz zelo rada tudi sama osebno nakupujem v Listi in nosim njihove izdelke, tako da sem zelo vesela, da sem danes tukaj. Lani sem z zasedbo Sopranos, kot drugače in pri Bipop delujem in v skupini Sopranos, smo za potrebe videospota smo jih kontaktirali, če bi bili pripravljeni sodelovati, ker smo bili ravno na morju in glede na to, da nimajo le spodnjega perila, tudi zelo lepo linijo kopalk, so obe z Iris Sopevko bili navdušeni. Tako da od takrat se mi zdi kar mičken več, vstopim v trgovine, si ogledam, kje tudi nabavim, tako da priporočam. Tukaj se ženska res ženstveno počuti. Vse čestitke Listi za novo lepo trgovino na skoraj isti lokaciji kot doslej. Lista v letošnjem letu, kot so verjetno že slišali, praznuje 70 let svojega ustvarjanja in prisotnosti na trgu, kar je častitljivo in zelo veseli smo, da so v letu svojega jubileja obnovili tudi svojo trgovino, jo celo tudi povečali. In ja, vsekakor doprinos tudi za sam center, za vse naše obiskovalke in obiskovalce. Že prejšnjo sredo pa je vrata nove razširjene trgovine na novi lokaciji v centru odprl Humanik. V tej trgovini s čevlji, ki se po novem nahaja v pritličju centra, bodo zdaj ponudili še pestrejši izbor modnih in športnih blagovnih znamk obutve in modnih dodatkov. Med novostmi pa izpostavljajo izdelke blagovnih znamk New Balance za ženske in Jack & Jones za moške. Medtem ko starši nakupujejo, pa lahko otroci pri njih ustvarjajo v otroškem kotičku. V Atletskem društvu Kladivar Celje so pripravili sprejem za svojo članico Tino Šutej, ki je na dvoranskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem osvojila srebrno odličje. Šutejeva ima za seboj odlično zimsko sezono, saj se je s srebrom okitila tudi na Evropskem dvoranskem prvenstvu na Nizozemskem. Za Šutejevo je bil to že drugi sprejem v manj kot mesecu dni, potem ko je na Kitajskem uspela ponoviti dosežek iz dvoranskega evropskega prvenstva. Super izkušnja, zelo sem zadovoljna s tem, kar sem dosegla, še posebej, ker je bila tekma izredno težka. Na Kitajsko smo prišli kar pozno in sem imela kar težave z jetlagom, sem bila zelo nenaspana in na dan tekme se nisem počutila dobro, tako da sem iz sebe res izvlekla maksimum in sem zelo vesela, da je bilo to dovolj za srebrno odličje. Zelo smo zadovoljni, to je bil krona letošnje zimske sezone, bilo je zelo naporno, sezona trajala 2 meseca, tako da je Tina to zdržala, da je njeno telo zdržalo te vse mitinge, vsa ta prvenstva, vse te poti, ki smo jih mogli opraviti, je res super. Upam, da se čim prej zdaj povrnemo in da se lahko začnemo pripravljati za poletno sezono, ker 16. maja je že prvi miting Diamantne lige v Dohi, tako da res nimamo veliko časa za novo delo. Šutejevi in njenemu trenerju Milanu Krajncu sta za 6. odličje na velikih tekmovanjih čestitala predsednik Kladivarja Stane Rozman in celjski župan Matija Kovač. Ja, res sem imel nekoliko slabo vest 2 tedna nazaj, ko je bila uspešna na Evropskem dvoranskem prvenstvu, ampak z nekim občutkom, da je letos taka sezona, da se lahko uspeh še ponovi, sem danes res velikim veseljem izsegel v roko in čestito za novič in velik rezultat, ki dela Celje ponosno, prepoznavno, naš klub tudi po svetu in verjamem, da bo sezona tudi vnaprej za Tino Šutej uspešna. Navijali bomo tako za njo kot za celjske atlete v nadaljevanju letošnjega
letošnjega leta, ko so možnosti še za kak rezultat. Vsekakor pa je to ena taka tradicija že postala uspehi Tine, ki redno sodeluje na najvišjih svetovnih tekmovanjih, prinaša rezultate, mogoče po lanski nekoliko manj uspešni sezoni, pa vselej v vrhu celjskih športnikov, tako da sem vesel, da lahko prisostvujem tako lepim športnim dogodkom v našem mestu. Čeprav je srebrna, ampak ima še lepši lesk, kot taka je bila pred 14 dnevi. Medalja svetovnega prvenstva je resnično vrhunski dosežek, ne samo za celjsko atletiko, tudi za slovensko atletiko. Tina je ponovno potrdila, da je najboljša slovenska atletinja zadnjih 15 let, tako da jaz verjamem, da tudi ni rekla zadnje besede. Sicer je lani morda napovedovala, da se bo morda z letošnjim letom upokojila, tudi jaz sem prepričan, glede na tako, kako dobro skaka, kako je bil tudi tile skoki na Kitajskem, so na nek način lep obet, da bi še morda nadaljevala še za kakšno sezono in na koncu končala tako, kakor vsi upamo za zlatom. Tina Šutej je v finalu preskočila 470 cm, nato pa letvico trikrat podrla na višini 4,75 m. Pa rezultat bi lahko bil boljši, tudi tisti skok na 4,75 je bil zelo dober. V bistvu so me milimetri ločili od tega, da bi preskočila, ampak o tem ne razmišljam. Ja, sem zadovoljna, še posebej, ker je bilo jutranje finale in enostavno, ja, pogoji so bili težki, no, ampak so bili težki za vse in tudi ostale tekmovalke so imele težave. Zato tudi mogoče ta višina, ki je bila dovolj za srebrno medaljo, ni tista neka stalna višina na svetovnih prvenstvih. Ponavadi se skače višje, ampak ponavadi so tudi finala, popoldan ali zvečer. Varovanka trenerja Milana Krajnca pravi, da je bilo precej težje priti do odličja na dvoranskem svetovnem kot na dvoranskem evropskem prvenstvu. Definitivno zdaj. Pač sem bila tudi bolj utrujena, v Apeldoornu sem se počutila pač veliko bolje, tu pa nekako nisem prišla k sebi, ker po noči nisem mogla spati. Enostavno, ja, že na začetku tekme sem čutila, da nisem prava, ampak pol na srečo, ne vem, ali so bile to izkušnje ali res velika želja, ampak mi je uspelo skočiti 4,70 in osvojiti odličje. In kako 36-letna Ljubljančanka komentira dejstvo, da je svoj največji dosežek v dvorani dosegla pri 36 letih? Po eni strani niti ne razmišljam na tak način, ampak ja, me ljudje non-stop opominjajo, da sem najstarejša dobitnica medalje v skoku s palico na svetovnih prvenstvih, tako da mi je že kar par oseb to povedali, tudi med intervjuji, ampak ja, pač super občutek. Jaz sem vesela, da moje telo sposobno takih naporov in je lepo, pač sem vesela, da sem vztrajala dovolj dolgo, da sem prišla do takih dosežkov. Vrhunec letošnje sezone na prostem bo zagotovo nastop na svetovnem prvenstvu v Tokiu. Tina si predvsem želi, da bi jo tudi v nadaljevanju letošnjega leta zaobšle poškodbe. Če ni poškodb, je vse lažje, si tudi lažje skoncentriraš na same treninge, lažje popravljaš stvari in enostavno upam, če bom zdrava, potem bom lahko visoko skakala, tako da to je moja prva želja. Trener članske zasedbe ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje Damir Grgič bo na klopi serijskih slovenskih prvak in tudi v prihodnjih 2 sezonah, so sporočili iz celjskega kluba. Grgič se je klubu iz Knežjega mesta pridružil leta 2007, člansko zasedbo pa vodi zadnjih 16 let. V tem obdobju je s Celjankami osvojil že 30 članskih lovorik. Lahko rečem, da sem izjemno ponosen, počaščen, da sem imel in imam v tej športni karieri možnost delati v takem klubu, kot je Cinkarna Celje. To me izjemno veseli. Sam sem tudi še vedno zelo motiviran, v nekih momentih celo bolj, kot sem začenjal. Mislim, da sem sposoben dati klubu še res veliko, ne samo klubu, tem igralkam, ki prihajajo, in zelo me veseli to nadaljevanje v celjskem klubu. Veseli smo, da smo se z Damirjem dogovorili za sodelovanje za naprej. Damir je nedvomno v vsej svoji zgodovini dokazal in pokazal, da je izjemen trener, da ima bogate izkušnje, da je trener, ki zna z mladimi delati. Mi smo z njegovim delom zelo zadovoljni. Upam in verjamem, da je tudi kontra tako.
V celjskem klubu so ta teden sredi sklepnih priprav na zaključni turnir Lige Vaba, ki se bo v dvorani gimnazije Celje Center igral prihodnji konec tedna. V Knežjem mestu je kar pestro, mi se dejansko na polno pripravljamo na ta vikend. Prepričan sem, da imamo vse pod kontrolo in da se nam obeta lep in spektakularen konec tedna. Ja, sigurno bomo imeli nekaj animacij med tekmo, pred tekmo, drugače je pa vse pod kontrolo, tako da smo tega že na nek način tudi vajeni. Ja, lahko rečem, da je razpoloženje na visokem nivoju, pričakujemo, komaj čakamo, da se sam turnir začne. Izjemno smo počaščeni in veseli, da bo turnir letos potekal doma po dolgem času. Mislim, da si ta generacija to zasluži. Definitivno delamo vse, da se dobro pripravimo na polfinalno tekmo. Pričakujemo zelo težko tekmo in upam, da nam bo s podporo naših navijačev, gledalcev in vseh, ki nas bodo prišli podpirati, ratalo se uvrstiti še četrti zapored v finale Jadranske lige. Celjski klub je doslej zaključni turnir Lige Vaba gostil dvakrat, v letih 2015 in 2019 in obakrat pred domačimi gledalci obtičal v polfinalu. Dvakrat sem kot trener vodil ekipo na Final Fourih v Celju, dvakrat smo izpadli v polfinalu, sigurno se s tem ni zahvaliti, vendar vseeno mislim, da je tudi situacija bila malce drugačna takrat v tistem trenutku. Definitivno iz izkušenj sam vem, da bo polfinalna tekma zelo težka, ne glede na to, da smo dvakrat premagali ekipo Biroje. Gre za specifično tekmo, povsem drugačno in temu tako tudi pristopamo, tako da upam, da bo reakcija prava. V 24-letni zgodovini Lige Vaba so se na zaključnih turnirjih kar 14krat zmag veselile gostujoče ekipe. V celjskem klubu upajo, da bodo na tokratnem zaključnem turnirju to tradicijo uspeli porušiti. Bom zelo kratek in jedrnat. V svojo ekipo, sodelavce in igralke nisem nikoli dvomil, tako da tudi tokrat je tako. Do sedaj kaže tako, da pač gostujoče ekipe zmagujejo na Final Fourih. Nam gre to sigurno, za nas bo to sigurno en velik izziv, tako da delamo vse, kar je v naši moči, da pač psihološko dobro pripravimo ekipo. Mislim, da smo karakterno zelo čvrsti, zelo močni. Videli bomo, kako se bo to končalo, vendar tako, kot sem dejal, niti slučajno ne razmišljamo o sami zmagi na turnirju, temveč le o polfinalni tekmi. Šele takrat, ko se polfinalna tekma zaključi, bomo razmišljali o tekmi v finalu ali pa pač o tekmi za tretje mesto. V sobotnem drugem polfinalu se bo Cinkarna ob 18. uri pomerila z Berojem iz Stare Zagore, aktualnim bolgarskim državnim prvakom. V nedeljo se bo tekma za tretje mesto začela ob 14:30, veliki finale pa ob 17. uri. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru se bo ponekod prehodno delno razjasnilo. V Beli krajini in na Kočevskem bo zjutraj in dopoldne lahko rahlo deževalo. Severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v severnih krajih od 0 do 5, najvišje dnevne pa od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od vzhoda spet bolj zgostila, nekaj možnosti za sonce je dopoldne ponekod na zahodu. Zvečer bo v vzhodni Sloveniji začelo rahlo deževati, veter bo oslabel. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. S to vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Nasvidenje.